Valentina Vodnika poznamo predvsem kot prvega slovenskega pesnika. Bil pa je veliko več kot pesnik. Deloval in ustvarjal je na mnogih področjih. Bil je arheolog, duhovnik, ravnatelj, prevajalec, profesor, novinar, pa tudi jezikoslovec, ki je na področju razvoja slovenskega jezikoslovja naredil ogromen korak. V času njegovega delovanja, v drugi polovici 18. stoletja, je bil uradni jezik na področju današnje Slovenije nemški. Slovenski jezik pa je iz zasebne komajda pričel prodirati v javno rabo. Da bi ta proces pospešil, se je Valentin Vodnik lotil težke naloge zapisovanja slovnice in slovarja, na podlagi katerih bi se lahko razvijala tako slovenski jezik kot književnost. Prvo slovensko slovnico smo Slovenci dobili že v drugi polovici 16. stoletja. Napisal jo je Adam Bohovič in zapisana je bila v latinščini. Uporabljala se je skoraj 200 let. Seveda ni bila več primerna za sodoben čas, zato je že v drugi polovici 18. stoletja naslednjo slovnico napisal Marko Pohlin. Ta slovnica za širšo javnost ni bila primerna, kajti popisovala je ljubljanščino, to se pravi jezik ožjega območja kranjskega glavnega mesta. Naslednja slovnica, ki jo je pripravil Valentin Vodnik, pa je prelomna. Imenovala se je Pismenost ali gramatika za prve šole. Ta slovnica je prelomna zato, ker je prva slovenska slovnica, ki je v celoti zapisana v slovenskem jeziku. Porečeš, čemu pa mi bo? Saj znam po naše govoriti. Govoriti znaš, ali spravno govoriti in pisati more biti ne. Nemci, Lahi, Francozi dajo svojim otrokom naprej svojo domačo pismenost za prvi vuk, da zlik znajo nemško, laško, francosko. Zakaj? Zato, ki je treba začeti vse nauke s tisto besedo, katero nas je mati učila. Vsak moderni sodobni jezik, poleg nove slovnice, potrebuje tudi nov slovar. In Valentin Vodnik si je zamislil napisati slovar po novih razsvetljenskih načelih oziroma konceptu izdelave slovarja, namreč, da se zbere gradivo na terenu, na čim večjem območju določenega jezika in tudi, da se zbere samo gradivo, ki je tudi dejansko v rabi. Valentin Vodnik si je s pomočjo svojih informatorjev poiskal besede po vsem slovenskem ozemlju, torej po Kranjskem, na Štajerskem, na Koroškem. Imel je celo informatorja iz Rezije. Za izhodišče pisanja slovarja je Vodnik izbral najmodernejši slovar pravzaprav tistega časa, to je bil Adelungov enojezični nemški slovar. Iz njega je vzel 30.000 besed in njim poiskal kar 140.000 slovenskih ustreznic. Vodnik si je v slovarju zelo prizadeval, da bi za vsako nemško besedo poiskal slovensko poimenovanje. Zato se je na mestih, kjer tega poimenovanja ni našel, izraz preprosto izmislil. Kar nekaj teh njegovih tvorjenk se je ohranilo vse do danes. Nekatere pa se mu niso najbolj posrečile in so iz rabe izginile. Vodnikov slovar je pomenil ogromno bogastvo za tedanje dni. Predstavlja temelj za slovensko leksikologijo. Uspelo mu je izbrati neverjetno število besed. Na žalost pa je ta njegov poizkus ostal samo v rokopisu. Namreč v rokopisni zbirki NUK hranimo 11 takih debelih zvezkov, popisanih z natančno Vodnikovo pisavo. Obsežno Vodnikovo delo na leksikalnem področju je dobilo tiskan rezultat šele konec 19. stoletja v tem zelo zanimivem Wolfovem oziroma Pleteršnikovem slovarju.
Vodnikova posebna zasluga je, da je slovenščina postala v času ilirskih provinc tudi učni jezik v slovenskih osnovnih šolah in nižjih gimnazijah. Za poučevanje predmetov slovenskih učbenikov ni bilo in njegov pomemben delež v zgodovini je prav ta, da je pisal prve slovenske učbenike. Tako je pripravil učbenik za poučevanje matematike, 2 učbenika za poučevanje branja in pisanja, pripravil pa je tudi 2 učbenika za poučevanje tujih jezikov. Bil je namreč poliglot. Pripravil je učbenika za učenje francoščine in italijanščine, slednjega sicer ni uspel dokončati. Poleg tega je dobro obvladal tudi nemščino, latinščino in staro grščino. Iz omenjenih tujih jezikov je Valentin Vodnik tudi prevajal. Tako je iz nemščine prevedel strokovno knjigo Kuharske bukve. Z njo je namreč želel v vse slovenske kuhinje prenesti pristno slovensko besedo, avtohtono slovensko, namesto prevzetih besed iz nemščine, ki so se zlasti v osrednjem slovenskem prostoru stoletja uporabljale. Večina prvih slovenskih učbenikov se je rabila zelo kratek čas, do konca ilirskih provinc. Ostal je pa v rabi še nekaj desetletij učbenik za poučevanje babic za pomoč pri porodih. Tega pa so uporabljali v strokovni šoli v Ljubljani še do leta 1840. Idejni vodja, pobudnik in financer vseh naštetih Vodnikovih projektov je bil baron Žiga Zois, mecen, ki mu v njegovi viziji in podpori v naši zgodovini ni para. Po letu 1780 so se v njegovi hiši na Bregu v Ljubljani poleg Vodnika zbirali tudi ostali slovenski razsvetljenci. Na podlagi Zoisove podpore in Vodnikovih vizionarskih ter zahtevnih projektov se je slovenščina v našem prostoru ne le dodobra ukoreninila, temveč razmahnila v pesništvo in prozo. Spomin na Vodnikovo življenje in delo in njegovo zapuščino ohranjamo in oživljamo na Vodnikovi domačiji v Šiški.